Kako komentirate odločitve na zadnji skupščini? Krona Senior je edina investicijska družba, ki v svoji zgodovini ni nikoli delila osnovnega kapitala, se nikoli pripajala, niti združevala, tako da ostaja ta kapital kot celota. Mi smo vedno bili na strani in v smislu zaščite malega delničarja. Na investicijski družbi smo obravnavali malega delničarja oziroma ga poimenovali certifikatski delničar, ki izhaja iz procesa preoblikovanja družbenega premoženja. In vse kalkulacije, vse perspektive nam izhajajo iz preračuna 400 delnic, učinkov na 400 delnic, davčnih donosov in tudi proces preoblikovanja je temeljil na tej osnovi. Kot predsednica skupščine lahko rečem, da je skupščina potekala korektno, da so bili prisotni delničarji za predlagane sklepe, tako da ocenjujem, da je tudi uprava se potrudila in zadeve pripravila korektno, tako da so delničarji lahko odločali o tej zadevi. Kako pa komentirate vlogo Združenja malih delničarjev? Ja, jaz mislim, da pozdravljam pravzaprav Združenje malih delničarjev, ker sem prepričana, da prispeva veliko k temu, da mali delničarji pravzaprav da niso zapostavljeni v družbah, v delniških družbah, kjer pravzaprav kjer so ta veliki delničarji največji playerji in se pravzaprav vedno poskuša povsod izigrati male delničarje. Ampak jaz mislim, da v primeru Krone Senior, tako kakor je gospod Verbič že na sami skupščini tudi povedal, je Krona Senior ena redkih družb, ki pravzaprav ni zapostavljala malega delničarja. In samo preoblikovanje v vzajemni sklad pravzaprav kaže na to, da je prisotna skrb tudi za male delničarje in da bojo mali delničarji lahko tako na ta način lažje do svojega denarja prišli. Na tokratni poslednji skupščini investicijske družbe Krona Senior sem z veseljem izrazil zadovoljstvo nad postopki, ki so pripeljali do preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad. Namreč gre za primer pozitivne prakse, sicer zelo redko, žal, da lahko v našem prostoru pozdravimo postopke ravnanja, v tem primeru pa je temu vsekakor tako, ker sem tudi jasno izrazil na sami skupščini. Nenazadnje tudi primer pridobivanja delnic v sklad lastnih delnic, ki je sicer mehanizem, s katerim se najpogosteje male delničarje izigrava, je bil v tem primeru uporabljen v njihovo korist in v povečanje vrednosti naložbe delničarjev, malih delničarjev, predvsem iz naslova certifikatskega lastninjenja in s tem v zvezi omogočil tudi prodajo delnic tistim, ki so to želeli. Tako da gre praktično z vidika vseh predlaganih sklepov na tokratni skupščini za 100% podporo